Praznina je čaša, okoli nje ocean, v prazen prostor se naseli gostoljubna tišina, a tudi hrup poslušalca, ki z obrazom gleda proti nebu. Dobrodošli, spoštovano občestvo. Z nami je Asja Kahrimanović, igralka, animatorka, prvakinja Lutkovnega gledališča Ljubljana in novopečena režiserka. Prisrčno dobrodošla, Asja. Hvala, Tjaša. Hvala za vabilo. Tvoje obzorje je vse neizmernejše. Kot igralka, tudi igralka, animatorka, gibko zoriš in se navsezadnje prav v tem času klešeš v režiserko. Lutkovno veščino si urila, preden si dokončala študij igre na akademiji. Tvoj pristan je bil gledališko-lutkovni studio Lutkovnega gledališča Ljubljana. Lutke torej. Kako so vstopile v tvoje srce? Lepo si rekla, pristan. Moja zgodba z lutkami se je začela v resnici, ko me je takratni direktor Ignacije Aco-Šunić rekel, Tamara, ti boš hostesa. In sem postala hostesa po srednji šoli. In že takrat jaz prej nisem imela nekih izkušenj z gledališčem, ne lutkovnim, ne dramskim. In se spomnim, takrat prvo leto sem decembra delala 42 korenčkovih palčkov sem videla v enem decembru. In takrat sem nekako vstopila v ta svet lutkarije, potem pa, ko je Lutkovno gledališče za potrebo povečanja kadra razpisal gledališko-lutkovni studio, Lutkovno-gledališki studio, sem se tudi na Acotovo pobudo vpisala, prijavila na avdicijo in bila sprejeta. In takrat je bilo tik pred avdicijo, se spomnim, je bil en moment, pripravljala sem se kot hostesa na Sapr Miško in je zdaj že pokojni Nejc Slapernik se je pripravljal, odvijal je svojo lutko Regice. In jaz sem bila vedno bolj komunikativna in sem mu rekla, lahko jaz probam tole lutko, da sem se vpisala na avdicijo, Ja, seveda, pridi. In ko sem jaz se tiste vage od marionete dotaknila, to je bilo, mislim, jaz česa takega tudi v ljubezni nikoli nisem čutila, pač partnerski. To je bila ljubezen na prvi dotik. To je bilo, tista Regica je imela zelo omejeno gibanje, ampak kako je to zaživelo v moji roki. Jaz sem se takrat zaljubila in ni me še popustil in dvomim, da me kdaj bo, no. Tako da potem sem pa različne lutkovne tehnike spoznala v studiu. Nekako, jaz sem pa kar velika tremašica, zdaj sem se že malo umirila, no, veliko tremo sem imela vedno. In sem rekla, nič, čim bolj bom hodila, roke so se mi tresle, ko sem imela lutke v roki, to je bilo kar slabo, no, za videti. Sem rekla, nič, več, ko bom hodila na avdicije, več, ko bom imela teh izkušenj, bolj se bom umirila. Sem rekla, bolj se bom prijavila na AGRFT, ne. Nisem imela nobenih utvar, da me bojo sprejeli ali pa da sem jaz sploh kader za to profil človeka. No, sprejeli so mene in takrat nekako na akademiji se mi je še povečala ljubezen do lutk, ker vedno sem čutila ta dajala so mi občutek ne moje manj vrednosti, ampak lutkovne manj vrednosti. Nekako vedno so bile lutke, ti boš itak lutkarca, ne. In to mene, moja trma je kar pomemben aspekt mojega ustvarjanja, no. In jaz bom lutkarca? Pa bom pa lutkarca in pa bom pa najboljša lutkarca, kar ste jih kdaj videli. Nisem najboljša, moji kolegi mi zelo, zelo parirajo, ful se imam še za naučiti, do konca se bom učila, ampak ljubezen, ki se je razvila in tudi ta neka disciplina, ki sem jo pa dobila, moram reči, na akademiji, ne, ta disciplina lutkovna mi je veliko dala, da sem lahko potem vstopila v vsak nek nov projekt z neko določeno mero samozavesti in da me ni bilo strah prijeti lutke, ni mi bilo nobenega novega izziva, me ni bilo strah, tako da
Moram reči, da začel se je z lutkovno-gledališkim studijem, ampak akademija je še žebljica na glavico, ne, glavica na žebljico, pač to je bila, takrat se je moja ljubezen učvrstila in se zasidrala mi v srce in tam ostala. In mislim, da sem se našla v življenju, no. Tako da sem izpopolnjena v lutkariji, no. Aleluja. Kakšen blagoslov. Režijski debi, še eno veliko dejanje preobrazbe, bosta ustoličila z Miškom Julijanom. Namizne in mimične lutke na vrteči igralni površini okoli naju odstirajo razgibano pustolovščino, ki diši po lesu, pa tudi brenka na srčne strune, a ne le srčne strune, tudi na čisto izpričane strune, kaj ne? Prosim, povej več. Kakšno zavezništvo gojita z Julijanom? Julijan je ena taka posebna zgodba. Češke prijatelje imamo, ki vsako leto pridajo lutkarja, ona je lutkarca, igralka, on je scenograf. In vsako leto gresta na Hrvaško na morje in potem se ustavijo, z družino se ustavijo pri nas in vsako leto ob slovesu gre Ludjek v našo knjigarno in kupi eno knjigo, ki je prevedena, se pravi, ki jo on pozna iz češkega jezika, ampak je prevedena v slovenščino in vsako leto dobimo eno knjigo za slovo. On nekaj nariše noter, nekaj napišejo in imamo že lepo zbirko teh knjig. Jaz sem glih takrat prijavljala eno drugo zgodbo, sem jo že prijavila na umetniški vodji, takrat je bila še Ajda Ros, in potem dobim to knjigo, jo s puncama preberemo, zaprem knjigo, pokličem Ajdo Ros, a se lahko še premislim. In seveda, pokličem Benjamina Zajca, dramaturga, krasnega dramaturga, brez katerega bi mi bilo vse veliko težje. In sva imela v 1 uri vse narejeno. Moram reči, da mi cela hiša neverjetno stoji ob strani z svetovanji, z praktičnimi stvarmi, z prostorom, z vsem. Tako da potem, ko sem zbrala si igralce, zbrala glasbenike, je nekako vse skupaj stopalo in jaz ne vem, kakšen bo rezultat, upam seveda na najboljše in tudi pričakujem najboljše, ampak že sam proces, same krasne ljudi in krasne ustvarjalce imam in mislim, da se veliko nas najdem v Julijanu, v tej poplavi socialnih omrežij in vsega tega se je začela dogajati neka mizoginija, podzavestna, izogibanje ljudem, ker je toliko zlega, ki ga s socialnimi omrežji vidimo na izvolte. To je zgodba o Mišku, ki nekako ne da ne mara drugih živali, ampak enostavno se jim izogiba, no. In na koncu se splete neverjetno prijateljstvo med njim in lisico, ki je naravni sovražnik. Tako da iskati prijatelje v najbolj nenavadnih okoliščinah in v nenavadnih ljudeh, konec koncev, ne. Tako da se mi zdi, da je v ekipi, da smo vsi mali Julijan, pa vsi tudi mali lisica. Ne. Tako da čuk pa ne. Čuk pa ne. Torej, s polnimi pljuči dihaš v novo perspektivo. Kaj se ti razodeva, ko se raziskuješ kot režiserka? Na prvi točki bi postavila to, da jaz vem, da imam jaz krasne sodelavce. Animacijsko perfektne, igralsko perfektne, kot ljudje so čudoviti, ampak ko sem na drugi strani, ko jaz vidim, česa so oni zmožni, si mislim pa vsak režiser, ki pride v našo bajto Madonna, da je lahko samo neverjetno vesel in zadovoljen in srečen, da ima take animatorje tukaj. Tako da na prvo mesto je to.
Drugo mesto je, mislim, druga stvar je to, da se malo preveč uživam v vlogi šefice. Tako, zdi se mi, da se počutim kar domače v njej, rada ukazujem, malo heca mora biti, ampak od nekdaj sem bila človek, ki ima rada vse pod kontrolo. Rada imam, da so stvari jasne, da so stvari, da vsi vemo, kaj delamo, ne samo jaz ali pa oni. In tukaj imam končno možnost, recimo manjko drugih režiserjev, ki jih jaz čutim, saj ne mislim ustvarjalnih, ampak bolj kako usmerjati igralca. Mislim, da tukaj lahko to nudim. Je pa velika stvar biti odgovoren oziroma odgovorna za projekt, za ljudi, ker konec koncev oni bojo sicer stali gor, ne. Oni imajo svoje delo, ki ga bojo opravili BP, v to ne dvomim. Ampak če pa kaj narobe, za kar sem jaz odgovorna, pa bojo oni slabo izgledali, jaz tega ne bom mogla preživeti, ne. Tako da res je sprejemanje odgovornosti, to je ta prva stvar, in ta druga je komunikacija z ljudmi, ne. Lahko je biti na tej strani, pa animirati, pa reči, ja, ne razumem te. Če si pa na drugi strani, pa ti nekdo reče, ne razumem te, moraš pa najti 10, 20 različnih načinov, kako razložiti svojo vizijo, svojo sliko, svoje zahteve. Tako da lepa šola, zelo lepa šola zame. Pa tudi ta čarobnost, ki jo nudi lutkovno gledališče, mi odpira srce in mi odpira domišljijo. In mislim, da bom po tem projektu vstopila v naslednji projekt, kjer bom animatorka z veliko večjo mero potrpežljivosti in hvaležnosti. Tako da je kar velik zalogaj, ampak se zelo domače počutim v njem. Čudovito, prav res. Lutkarstvo je res široma odprta umetniška forma. Zmore nadvse sublimen in simbolno obsežen prevod, tako rekoč, sporočil življenja. Pa te je kdaj njegov gledališki učinek presenetil? Večkrat. Vsakič znova v resnici, ne. Zadnje par let oziroma zadnje par sezon igram veliko, jaz rečem temu depresivnih tem, za katere mislim, da so neverjetno pomembne. In da je to v bistvu naše poslanstvo, ne samo zabavati, ampak izobraževati, vzbujati sočutje, vzbujati razumevanje, in tudi ljudem pokazati, da niso sami v kakršnih koli že bolečinah so. Tako da imam veliko predstav z resnimi temami, kot so vojna, smrt, depresija, ločitev, in te predstave, kljub temu, da vem približno, kaj hočemo mi v gledalcu vzbuditi, me vedno znova preseneti, predvsem otroška publika me preseneti. Za starše oziroma za odraslo publiko jaz sem tudi, se mi zdi, odrasla, no. Vem, približno kako čustvujemo odrasli. Otroci pa čustvujejo na toliko različnih načinov, od joka do smeha v najbolj neprimernih trenutkih, do pri nas je recimo pri Rački Smrt in tulipan smo zelo intimni, zelo smo, gledamo se, čutimo se. In tam, ko pridejo otroci iz vrtca, imajo ponavadi ježke namesto vezalk. In ob najbolj neprimernih, najbolj težkih momentih oni s tistimi ježki delajo. Mene to ne moti, ker vem, da so takrat z mano 100%. Moti me seveda šumenje čipsa ali pa telefoni, to me vedno zmoti, vedno znova, ampak iskrena otroška reakcija, ne glede na to, kako glasna ali pa kako moteča bi lahko bila, me ne zmoti nikoli. In otroci
Otroci mi postavljajo zelo veliko ogledalo in zelo veliko odgovornost čutim pri otroških, čutim odgovornost pri vsaki predstavi. Tudi pri komični, pri Bobku in barčici, ki je samo en velik kup hecov, ne. Treba je biti spoštljiv, ne glede na temo, se pravi, ne glede na to, je tema lahkotna ali je tema težka, mislim, da je to naše poslanstvo, no. Tako da, ja. Ustvarila si vrsto markantnih vlog, bila ničkolikokrat ovenčana s priznanji, vsled, dovoli mi prosim, briljantnih naporov in izvrstnih vlog si postala prvakinja Lutkovnega gledališča Ljubljana. Kateri uprizoritvi se nezadržno rada vračaš? Je moč tako izrezati eno vlogo, eno predstavo? Ene gotovo ne. Ampak dve pa ja. Dve pa ja in eno je Mina v nekje drugje in Smrt v Račka, smrt in tulipan. Se mi zdi, da sta te dve vlogi najbolj naredili mene kot igralko in kot lutkarco v tem gledališču oziroma v tem trenutku, v tem prostoru. Ker je mogoče zaradi teme, mogoče ker je to pač toliko več sebe moram dati notri. In tudi jaz sem jokica v privat življenju, jaz se zjokam ob reklami za Merci in mislim, ni problema, pokažeš mi prst, pa se zjokam. In pri teh predstavah point je to, da gledalci čutijo, ne toliko jaz, ampak si ne morem pomagati. In tudi se mi zdi, da v eni točki sem se nehala truditi, ne, večinoma krat pri aplavzu sem zasolzena, nimam make-upa sploh, ker sem bila vsa črna od solz. Te dve sta absolutni moji favoritki, moji najljubši predstavi, ki mi največ data in mislim, da tudi jaz največ dam publiki. Imam pa tudi še ene par drugih, no. Kako pa? Ja, jih je. Čez leta se jih je nabralo, ja. Asja, v medprostoru, ki ga zanesljivo odpira lutka, je neskončno možnosti. Doslej že dodobra poznaš svojo umetniško lego. So ti blizu ročne mimične lutke, ki sugerirajo dinamičnost? Se moraš navduševati tudi nad malce bolj surovimi marionetami, na to si pravzaprav že odgovorila, ker takrat se je zgodilo veliko srečanje, da, ljubezen brez kraja. Izjemna si, kot moramo razumeti v senčnih predstavah. Če bi morala zbrati eno, bi postavila na vrh marioneto. Mogoče se ne strinjam čisto s tabo o surovosti. V mojem svetu je marioneta nekaj najbolj elegantnega, nekaj najbolj ezoteričnega. Če smem, Asja. Ja. Ja, res sem izbrala napačno besedo. Pod surovo sem začutila prav to, torej pristno. Pristno, ja. Pristno in tedaj brezkončno nežno. Tako, brezkončno nežno. Mehko. Odlično si opisala. Brezkončno nežno. To je marioneta. Naporna je. Ne odpušča nobene napake. Vse se vidi. Ampak mogoče glih zato me konstantno drži, da sem do konca z njo. Pri marioneti ne smeš za sekundo odplavati nekam drugam ali pa si misliti, saj to pa že znam. Ne. Marioneta ne odpušča. Ampak recimo senčne lutke, ki si jih omenila, nisem bila oboževalka velika, ne. Dokler nisem delala z njimi. Dokler nisem delala z njimi in z režiserjem, ki je senčno lutkarstvo privedel do neke druge sfere, do tega, da sem pri marioneti
začutila isto kot pri senčni lutki. Se pravi, oziroma obratno, pri senčni lutki isto kot pri marioneti, ne. Ta neka poetičnost, ki jo ima senca, ne. To neko abstraktno mišljenje, ki se lahko vzpostavi v gledalcu in tudi v meni, ne. To se mi zdi fenomenalno pri sencah. Ampak ne diskriminiram, mimične lutke, namizne lutke, o moj bog, obožujem jih. Mogoče še najmanj teater objekta, da se počutim domače v njem, ampak tudi z Matijo Sulcetom sem tudi to spoznala na nekem drugem nivoju in tudi to tehniko sem vzljubila. Tako da, če bi morala zbrati, bi bila marioneta, ampak razlika med marionetami ali pa katerimikoli drugimi je zelo majhna, no. Saj to zasledovanje meta izbire je pravzaprav umetno, namenjeno v prvi vrsti temu, da enkrat več razumemo in v celoti zaobjamemo, koliko sladostrastnih razmerij lahko gojiš pod krovom te ljubezni, kaj ne? Ja. Otroštvo je najbolj filozofsko obdobje v življenju. Kot starši imamo prvovrsten privilegij, znova zmoremo vstopiti v rahlo in hkrati silno budnost zavedanja. S predstavo Račka, smrt in tulipan ste s Fabricijem in Poloncev soustvarili prav res dragoceno dramilo. Kot si sama podčrtala, gledališče sme, pravzaprav mora spregovarjati o temeljnem, tudi grenkem, in že si razkrila, kako doživljaš mlade, celo najmlajše gledalce. V kakšnem obsegu vse morajo biti vrhovni učitelji, nenazadnje si tudi mama, se je tvoja perspektiva tudi skozi to precej posebno okoliščino še kakorkoli izostrila? Veš kako? Strožja sem postala do publike, do staršev, ki pripeljejo otroke. Pred kratkim smo imeli, ni bila moja izkušnja, ampak smo imeli kolegi, ki so igrali predstavo 15+, je prišla mama z 8-letnim otrokom. Absolutno neprimerna predstava za 8-letnega otroka. In potem so odkorakali sredi predstave ven in mislim, da je bila zelo nezadovoljna ta mama. In ko sem jaz to slišala, se je v meni ena taka jeza zbudila do starša, ki mi imamo zelo jasno postavljene meje. Seveda, eni otroci so bolj dovzetni za ene stvari, eni manj, ampak 15 pa 8 je razlika velika. Zdaj, če jaz delam predstavo za 3 leta, pa pridajo 2-letniki, nekako to ne vidim takega problema v tem. Tako da, če pa razlika, ne, moj je pa pameten, moj pa že to. Jaz svojih, zdaj smo bili na Dunaju, smo igrali nekje drugje, ki je, mislim, da za 7 ali pa 8+. Jaz imam 6,5-letni punci doma, jaz na nekje drugje, oni dve še nista pripravljeni. Tudi mislim, da ni smiselno, da še prideta, ker lahko naredim več škode kot koristi. Kljub temu, da sem jaz gor, pa da jim lahko že vnaprej povem, zgodba je taka pa taka, tragična, kakorkoli že. Ampak mislim, da je največji plus oziroma največja sprememba, ki jo je materinstvo v meni zbudilo kot ustvarjalki, je strogost do gledalcev, do staršev, ki pripeljejo svoje premlade otroke. Ali pa na silo, ali pa da vidiš, da otrok noče ostati noter, mama je pa plačala karto, ali pa mami všeč predstava, tudi razumem, otrok pa noče ostati, toliko škode jim naredimo s tem. Ne bo hotel več v gledališče, sploh, nikoli, ne. Pa tudi znotraj tega, ne, vedno so mi govorili, otroci so najbolj stroga publika. Ja in ne. Večina njih zelo hitro reagira na, ne vem,
bom zdaj, kar iz glave, tega imamo mi zelo malo v teatru, ampak na oponašanje prca, riganja, kazanje jezika. To je njim zelo zabavno, ne? Ampak to ni nekaj, kar hočemo mi postaviti za to je prav, to je narobe. Ne, to vi delite doma, ko se igrate med sabo. Mi smo tukaj zato, da izobražujemo, zabavamo, seveda, ampak zabavamo na nekem nivoju, ki ne posplošuje humorja, no. Predvsem to, no. In tudi recimo, zdaj, ko delam Miška, ne, zelo veliko hecov dajemo notri, ne. Zaenkrat smo obdržali zelo veliko takih, ki bojo šli ven do predstave, ker to ni primerno za 3-letnike, ne. Čeprav je nam, mi se režimo k zmešani, ne. Ampak samokritika in samocenzura, no. Tudi tega sem se naučila z materinstvom. Tako da. Končen. V avtorski predstavi, ki si jo omenila, nekje drugje ste Zala Dobovšek, Nina Šorak, Tin Grabnar in ti klasični lutkovni animaciji pridodali virtualno risanje pa prostorske videoprojekcije in da izrekli fresko neizgovorljivega groze, vojne. So na gledališkem obnebju zvoki, ki te ogovarjajo, da bi raziskala še kaj nedoživetega. Kateri gledališki, morda celo negledališki jezik bi to mogel biti? Si o tem kdaj kaj premišljala? Jaz imam srečo, da se prav v tem teatru sem se srečala z takim številom različnih jezikov gledaliških, da jaz rečem, sam režiser, preseneti me. Ne mislim, da je odkrivanje tople vode slaba stvar, sploh ne. Mislim, da večkrat rada rečem, lahko da se motim, to je čisto moje mnenje, ampak saj smo že vse odkrili, ne. Zdaj treba samo to vse odkrito umestiti na pravo temo s pravim načinom v pravi prostor. Mene zelo, zelo zanimajo v teatru, sploh v otroškem teatru, temačne teme. Zaradi prej povedanega tudi v privat življenju me zelo iztira, mečejo stvari, kot so trenutne razmere v svetu, revščina, vojne, bolezen, vsa ta psihična stanja, v katerih se zdaj ljudje najdemo, ne, o katerih se ni govorilo, sploh z otroki, veš, sem se popravila, pa zelo pazim na to, no. Ampak zelo mi je pomembno v teatru, da se govori o težkih temah, no. Zelo, zelo, zelo. In to, mislim, da je to nekaj, kjer hočem raziskovati svojo in mogoče, kot bomo videli, kot režijsko pot in kot igralsko pot, sploh pa lutkovno. Rada bi raziskala teme avtizma, bolezni, še malo bolj, upam, da ne na sebi, ampak rada bi otrokom in staršem, ki se znajdejo v tej situaciji, ponudila ne rešitve. Teater ne nudi rešitev, teater nudi vpogled vase in to bi jim rada nudila, no. Tukaj mislim, da imam še veliko za raziskati, no. In upam tudi, da bom. Nepreklicno. V rjaveči predstavi Macbeth z Mihom in Filipom elegantno urežete nevarne zemljevide oblasti željnosti. Macbeth je ena izmed predstav, ki stopajo pred mladostnike, skoraj odrasle. Kako je jadrati skozi zrak mladih,
na katere v tej viharni eri, v barbarskem lunaparku sveta prežijo mnogotere pasti. Vseeno beseda, zanimivo je. Zanimivo je, ni samo ena, noro je včasih. Se mi zdi, spet, moja perspektiva je, da predstava za najstnike mi pove, koliko jim je bila všeč pri aplavzu. Ker najstniki so manj odpuščajo kot majhni otroci, ne. In tudi zelo težko se svojimi boji notranjimi, ko jim postaviš ogledalo, ne, ker naenkrat ne vejo, kaj s tem. Jaz tega ne sram jih je. Težko jim je govoriti o teh stvareh in se mi zdi, da takrat velikokrat zelo radi komentirajo. Zelo neprimerne stvari, velikokrat. Ampak potem se pa predstava konča in je aplavz in si misliš, saj sem vas imela celo predstavo, to ste samo vi tako meni povedali, da vam je bilo všeč ali pa da vam ni bila všeč situacija, ki se je notri dogajala. Se pravi, nisem vam bila jaz ali pa ne predstava ne všeč, ni vam bila všeč tema. Tako da je velika mera odgovornosti, me pa tudi zelo žalosti, da jih je manj, kot bi si človek želel v publiki najstnikov. Strašno težko je pritegniti. Zelo. 15 in več let. Zelo, pa ne razumem čisto točno, zakaj. Sklepam, da imajo tudi drugi teatri, pač to je v poplavi te elektronike in vsega tega. Seveda, da jih živa stvar najbrž ne zanima, ker so toliko v svojem virtualnem svetu, ampak si drznem trditi, da niso vsi taki, ne, niso vsi zatopljeni samo v svoje telefone, da kdo tudi vzame knjigo v roke pa jo prebere, gre v dramo, v MGL, ne, in ne razumem, zakaj, oziroma en del mene razume, zakaj ne pridejo v lutko na gledališče. Lutke so itak za otroke, s tem se že v svojem profesionalnem življenju soočam od prvega dne in dolgo časa me je to, vsakič sem bila bojno razpoložena, razlagala ljudem, da ne, da lutke so tudi za odrasle, da to je nekaj drugega, to imate vi fiks neko idejo. Zdaj pustim, tisti, ki me vpraša, ki hoče poslušati, mu absolutno sem pripravljena razložiti, da ne, lutke, v mojem svetu lutke za odrasle dajo več, kot da dramski teater, ne da dramski teater da malo, sploh ne. Ampak pač jaz sem na prvem mestu lutkarca in lutko na gledališče je zame alfa in omega vsega. In žalosti me, no, želela bi si jih več, ampak da ne bom samo negativna, optimistična sem tudi, ker trend malenkost, ampak vztrajno narašča, ne. Tako da upanje je, mislim, da zelo veliko odnesejo, ko pridejo gledat, in tudi ni se zgodilo samo enkrat, da so pol pristopili do mene, že tretjič gledam to predstavo, ne. Mislim, super. Taka srečanja so neizmerno dragocena, no, mi. In hkrati mi tudi dajo neko upanje, da se je prav to, kar delamo, ne. Celo gledališče, uprava, igralci, vsi se trudimo, da bi jih prevlekli in mislim v gledališče lutkovno in mislim, da nam počasi, ampak vztrajno uspeva, no. Komplimenti. Katera, malce hudomušno rečeno, nedolžna stvaritev s polja umetnosti, animirani film, knjiga, predstava, ti z otroštva ostaja v najnežnejšem spominu? Jaz mislim, da so približno generacija, mogoče sem kakšno leto mlajša, ampak ne prav veliko manj.
A se spomniš ti, ko je bilo 31. december popoldne in 1. januar popoldne, 2-krat na leto se je zavrtela risanka Sneženi mož od Raymonda. seveda. Ta risanka je meni, to je meni svet odprl. Risanka brez besed, s krasno glasbo, s to neko čarovnijo te domišljije, tega letenja po zraku, tega snega, teh barv. Ta je moja absolutna prva risanka, ki mi je naredila, to je to. To je to. Imam ogromno drugih še. Ampak ta se mi zdi, ta mi je odprla poglej, kaj se vse da narediti, pa kaj se vse da povedati, ne. Sem pa kot otrok zelo veliko tudi brala. V bistvu sem brala do srednje šole ogromno. V srednji šoli pa so me začele malo druge stvari zanimati, ki niso s kulturo povezane bila sploh. In moja knjiga, ki mi je, 2 knjigici sta bili, kaj je bila, Sinja ptica, zbirka, Karik in Valja. Karik in Valja, jaz sem to smo imeli, moja mama je iz Kopra in jaz sem, pol poletja sem preživela v Kopru, pol poletja sem preživela v Mostarju, in ko sem bila v Kopru, mi je bilo večinoma časa dolgčas, ker jaz sem bila najmlajša v familiji, noben si ni hotel z mano igrati, veliko mlajša sem bila in jaz sem imela knjige. Nikamor ven nisem smela, ker je bilo vse strah, da se ne bom zgubila, ne, in jaz sem brala, cele dneve sem sam brala in jaz sem Karika in Valjo na repeat imela, skozi sem jo brala in to, kako ona dva se, to je zgodba, a jo poznaš ti? To je meni, lutkovna predstava in making, pač otroka gresta k sosedu, ki so prijatelji, profesor Ivan Germogenovič je bil. Najdeta tam pri njemu nek kozarec, mislite, da je sok, popijeta, bil je pa napoj, da sta se pomanjšali, in potem ju kačji pastir odpelje na travnik. In tam se jima dogaja čudo in pol. In to je mene toliko odneslo, ker ta knjiga mi je dala hkrati, kaj vse ljudje zmoremo, kaj vse narava zmore in kaj prijateljstvo in če delaš skupaj zmore, ne. To me je, ta. Potem pa, ko sem bila starejša, seveda, Ronja, razbojniška hči, vse od Astrid, Brateljev je srčno, moj bog, koliko sem jaz jokala, ko sem tisto brala, in še zdaj jo imam in komaj čakam, da boste punci toliko stari, da jima bom lahko prebrala, da ju ne bo strah, ker zdaj oni dve sta zelo, vsega ju je strah zdaj v tem trenutku. Ogromno knjig sem prebrala. Brala sem tudi knjige, ki niso bile primerne za mojo starost. 7000 dni v Sibiriji, se spomnim, sem prebrala, ko sem bila stara 8 let. Nič mi ni bilo jasen, samo grozen mi je bilo. In mi je bilo ta misel vojne, misel zapora, prepečenca, ki ga poješ, pa pol čez vodo popiješ, pa se ti želodec napi. To, kaj mene vse tista knjiga naučila, čist prezgodaj, ne. Tako da na prvo mesto bi postavila knjige, potem šele risanke, no. Ampak Snežak, Sneženi mož je bil pa, ta pa je bil, sploh nisem vedela, da obstaja drugi del do zdaj, ko sem tam malima dvema zavrtela. Tisti je bilo, jaz sem tisti gledala samo na RTV Slovenija, mislim na TV Slovenija, in to je bilo to, ni bilo YouTube takrat, da si lahko gledal 100-krat, ne, in 2-krat na leto. To se mi zdi, da mi je bil največji čar, samo 2-krat na leto si ga lahko gledal. Res je. Tisto je bilo. In sklepni prizor, deziluzija, slovo, kaj ne? Ja, žalost, ampak neugiben razhod, hkrati pa vendar. minljivost, ne, minljivost in borba, kaj ostane potem, ko je konec, ne. Ja, Nečesa. zgoščina spomina, kaj ne? Hvala ti za to, da rastiraš, da vabiš v vzporedno in da ne nazadnje primikaš to, kar tako zelo šteje v ospredje. Hvala za uzdravljene tipalke spet in spet, Ljubasja. In seveda
čestitke. Ne smem še čestitati za premiero, ker se ni primerila. Pa vendar, Hvala. vsi pokloni za tvoj opus. Hvala lepa. Pa hvala za vabilo. Se razume, kako drugače.